Drage gledalke, spoštovani gledalci, spremljate oddajo Report in ponovno so se mi pridružili novi gostje, nova tema, zanimiva tematika, zato ostanite v naslednjih minutah seveda skupaj z nami na televiziji BKTV. Lepo pozdravljam v oddaji Report gospod Metko Siter, gospod Andrejo Budar in pa gospoda Teobalda Pajnika. Pozdravljeni. Torej, naša tematika bo tokrat v teh minutah oživitev degradiranega območja in stavbe KPD z enim zelo zanimivim motom in sicer sprememba, ki jo želimo videti. Gospa Andreja, za kakšen projekt pravzaprav sploh gre? To gre za Urbact projekt, Second Chance se imenuje, kot druga priložnost za stare degradirane stavbe. In Mestna občina Maribor se je vključila v ta projekt že leta 2015. Smo imeli večji nabor različnih stavb, na katerih bi pravzaprav delali to vrsto oživljanja, kot jo Urbact podpira. In potem na koncu smo skupaj z partnerskimi mesti in z Urbact ekspertom nekako ugotovili, da je še najbolj primerna ravno stavba KPD. Zdaj ne vem, če ljudje poznajo to stavbo pod tem imenom. To je stavba za Europarkom, peterokraka stavba bivših zaporov. V njem je bila tudi Titova celica, tudi potem je znano. V bistvu vsaj 2/3 stavbe je čisto prazne in v slabem stanju. En prizidek, pa en krak je sicer obnovljen. Da ne bom jaz zdaj predolga, v bistvu. Skratka, mi zdaj govorimo o oživljanju tistih 4 krakov in okolja. Zakaj mislite, da bi bilo to v korist Maribora kot takega? Zakaj bi lahko takšne prostore potrebovali ali pa je škoda, da so v stanju, kot so? Takšni prostori vedno lahko imajo zelo velik potencial, ne? V bistvu lahko bi dejansko celo to področje oživelo z nekimi vsebinami, ki ne bi konkurirale ne mestnemu jedru, ne tistemu trgovskemu centru, ki zastira pravzaprav pogled na to območje, ampak bi lahko tukaj zaživele neke vsebine, kjer bi se ljudje lahko izražali, kjer bi mogoče lahko kupili stvari, ki se drugje ne dobijo, mogoče kakšne domačo umetnostno obrt, karkoli. Zdaj zanimivo pri projektu je to, da iščemo vsebine. Mi nimamo, ta projekt ni za fizično prenovo stavbe, ampak v bistvu vključuje široke množice, zato pa toliko vabimo na te delavnice, naj pride čim več ljudi, da bomo poskušali skupaj priti do idejne rešitve in potem pripraviti tako dober program, da kasneje res lahko kandidiraš na evropska sredstva ali pa na kakšna druga sredstva za fizično prenovo stavbe. V Mariboru imamo imeli mnogo predelov, ki so tako imenovana degradirana ali zanemarjena in jih je potrebno oživiti. Eden izmed teh je KPD, imamo tam železničarsko kolonijo na Studencih, imamo staro mestno jedro, naprimer še ni obnovljeno do konca v Lentu. In vse te imamo sicer zajete v trajnostni urbani strategiji, eden izmed teh pa je pač to območje KPD in to je v okviru evropskih projektov, tale program in je seveda osnova pa je, da se oživijo ti predeli, ta območja. Seveda, in da Maribor poživijo s kakšnimi drugimi vsebinami, ki so dobrodošle. Sicer pa, gospa Siter, vi prihajate iz Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in pa arhitekturo. Na kakšen način, Univerza v Mariboru seveda, in na kakšen način se je vaša fakulteta vključila v ta projekt? Priključila bi se kar sogovornikoma. Mislim, da je ravno okolje univerze in študenti, ki so tisti, ki bodo v bodočnosti ustvarjali v tem mestu in širše, pravo delovno okolje za obravnavo problemov, kjer nekako vizije mesta niso še jasno razdelane, kjer morda s pomočjo, tako kot se v tem primeru zgodilo, tudi gostov iz tujine in iz prakse, skušamo študentom približati realne probleme, jih soočiti z bodočimi naročniki, za naročnike pa seveda iskati čim širši nabor možnih idej uporabe prostora in njihove umestitve v širšo okolico mesta.
Tako da tukaj smo na oddelku za arhitekturo že utečeni na magistrskem programu, kjer skušamo vsako leto ne samo z enim, ampak z večjimi projekti obravnavati različne situacije v mestu Maribor in v drugih slovenskih občinah, in sodelovanje na projektu Urbact je bilo v preteklem semestru izjemno uspešno, tudi zahvalo celotnemu timu, ki pri tem sodeluje, in pripravili smo tudi eno brošuro z naslovom Prebujanje spečega velikana, kjer smo povzeli pravzaprav moto tega celotnega mednarodnega projekta. Tema pa je seveda trajnostna regeneracija objekta bivših zaporov. In s tem se je sicer naš delovni študijski program zaključil. Pridobili smo rešitve 18 študentov, povabili smo k sodelovanju avstrijskega arhitekta Wernerja Nussmüllerja, ampak želimo si seveda sodelovanje tudi naprej v takšni ali drugačni ekipi, in predvsem želimo z občino Maribor spostaviti trajno sodelovanje, ker mislimo, da smo v tem mestu, kjer delujemo, izredno dobrodošli. Mogoče še vprašanje, glede na to, da ste strokovnjakinja arhitekture, kaj lahko iz arhitekturnega vidika povemo o tej stavbi? Zelo zanimivo je, posebno, drugačno, ima kakšen kontekst z Mariborom, mestom kot takim? Seveda pravilno sklepate, tako kot vsak študijski projekt ima tudi ta projekt največje bogatstvo v prispevkih naših študentov. In seveda mi v vodstvu smo jih motivirali tako, da smo dobili 3 glavne usmeritve 3 različnih študentskih skupin s 3 izjemno različnimi vsebinami. Prav zato, da smo ponudili nekako organiziran razpon ne samo vsebinskih, ampak tudi vizualnih rešitev v bistvu naročniku in celotnemu mestu Maribor. In samo v parih besedah, prva rešitev se najmanj posega v samo grajeno substanco z naslovom Kulturni center Maribor. Tukaj je 5 študentk se osredotočilo na samo stavbo zaporov in v njo, kot pove naslov, predvsem umestilo kulturne programe. Ta obstoječa stavba namreč s svojim volumnom osrednjega dela objekta nudi izjemno višino, primerno za raznolike dejavnosti. V tem primeru je to prostor, dvorana za plesni center. Nekako smo začutili skozi razgovore na delavnici, da je ta dejavnost nekako ta hip deluje v utesnjenih prostorih. Ostale vsebine so predvsem knjižnica, tudi ena od tematik v mestu Maribor, in predvsem manjši prostori, ki so namenjeni tako imenovanemu sodelu ali coworkingu, kar je trenutno v današnjih razmerah, recimo najemanja nekih manjših delovnih površin, izredno zaželjeno. Drugi projekt je bil usmerjen v nekako nadaljevanje dejavnosti, ki so že na tej lokaciji, predvsem zaznamovane najbolj z dejavnostjo trgovskega centra Europark. In sicer od samega objekta Europarka nadaljujejo s tako imenovano tržno potjo preko zelenice do samega objekta, v katerega ob tej poti umeščajo različne dejavnosti, ki niso izrazito trgovske in kot konkurenčne, ampak v nekako proste volumne, v neki osnovni jekleni konstrukciji dopuščajo najem prostorov ali razstavnih ali prodajnih za raznolike dejavnosti. Moram poudariti, da vsi projekti, ki so tukaj, razmišljajo seveda tudi o možnosti parkirnih prostorov, in ker je ta plato toliko dvignen nad Pobreško cesto, jih iščejo predvsem v nižjih nivojih, na nivoju same ceste. In ta projekt ima še eno posebno značilnost, in sicer, da na najjužnejši točki vidi možnost lokacije stolpnice, stanovanjske, poslovne, ki nekako za nasproti ležečo stolpnico mestne mariborske bolnice vzpostavlja nek novi vhodni portal po Titovi cesti ob vstopu v mesto.
Tretji projekt z naslovom Prebujenje samega otoka pa razmišlja zlasti o tej izjemni poziciji ljudem nevidnega, odrezanega otoka od samega mesta in nekako sledi ideji osnovne zamisli osnutka podrobnega občinskega prostorskega načrta, ki nad samo vpadnico izravnava ravnino Evroparka z ravnino mestne bolnišnice in ustvarja nov plato, s katerim se dosegajo izjemno velike površine. Rešuje jih tudi podzemno z poslovnimi prostori, odprtimi vrtovi, z dodatno dvorano, podzemno, nadzemno, razpira neke nove možnosti nastanka, študenti ga imenujejo novega zelenega središča na desni strani reke Drave, kjer ugotavljajo, da pravzaprav na desnem bregu živi, mislim, da so to verodostojni podatki, 74% prebivalstva mestne občine Maribor proti 26 na levem bregu. Zelo zanimivo, hvala lepa za to razlago, za to pojasnilo. Samo nekaj vskočila, če ko ste vprašali z arhitekturnega vidika, kakšen je ta kompleks. V bistvu to je v 19. letu zgrajena stavba, v 19. stoletju zgrajena stavba, peterokraka stavba in je bila v tistem obdobju to zelo moderna in zelo posebna arhitekturna stavba. Ne vem, se to mogoče lahko Metka več o tem povedala. Ja, morda smo pozabili na začetku povedati, kar ne vidimo kot omejitev, da je dejansko stavba predstavlja bogato dediščino in je na nek način zaščitena, kot imenujemo ta odlok, in seveda vzpostavlja tudi neka razmerja do možnih posegov. In vsi trije projekti dejansko te stavbe ne spreminjajo. Medtem ko je sama v tehničnem smislu, je pa sama stavba omogoča te posege, ki seveda z neko nadaljno razdelavo ustvarjajo nova razmerja, kar se tiče višin, širin in podobno, ob izjemni površini, ki jo je možno izkoristiti. Gospod Pajnik, če se tukaj vrnemo k projektom kot takim, projektna pisarna Mestne občine Maribor jih ima najbrž veliko. Mene pa zanima, če vsak projekt pade na plodna tla. To zagotovo ne. Večni problem so viri financiranja in pa seveda tudi aktualna politična usmeritev, katerim projektom dajo prednosti. Kaj se nam zdi najbolj pomembno je, da smo zadnja leta uspeli sprejeti, trajnostno urbano strategijo, potem celostno prometno strategijo, izvedbeni načrt trajnostne urbane strategije in s tem nakazali neko usmeritev, katera območja bomo uredili. Seveda pa na podlagi tega pa sledijo naslednji koraki. Seveda moramo se tu obvezno povezati z Zavodom za kulturno dediščino, ki določajo merila in pogoje, kako smemo oziroma kakšni posegi so dovoljeni. Potem seveda moramo urediti še vsa vmesne korake, kot je pridobitev ali pa ureditev zemljiško-knjižnih razmerij, kajti veste, z denacionalizacijo se je marsikaj spremenilo in to, kaj smo mislili, katera zemljišča, da so naša, zdaj ugotavljamo, da več niso naša, ker so prišla privatna lastnina in to treba spet uskladiti. Potem je potrebno določene odloke ali pa občinske akte spremeniti, sploh če želimo na primer zapreti staro mestno jedro, ki si ga želimo, Lent ali pa Koroško cesto, ampak potrebo potem prometne tokove nekam usmeriti. In zato je potrebno napraviti določene študije, da ne bomo zašli v slepo ulico in samo povzročili kaos, ne bo pa nekega efekta. Tako da na osnovi tega pa seveda potem pridajo izvedba projektnih dokumentacij, arhitekturnih natečajev in potem dalje pa seveda tudi viri, ki so potrebni, da tako zadevo tudi izvedemo. Teda to je dolg proces, to ni muha enodnevnica in ne rata iz danes na jutri. In ne rata tako hitro, kot si eni želijo. Najlažje je kritizirati, tam ni v redu, tam se je zabasalo, ampak nekje moraš začeti, da se lahko da se problem izkristalizira in da pridemo do nekih rešitev in potem se tudi odločimo za določene projekte. Trenutno so aktualni projekti iz celostne
te CT1, trajnostnega naložb iz tega teritorijalnih. No, iz tega mehanizma celostnih teritorijalnih naložb, za katere so viri zdaj predvideni iz evropskih sredstev, in na prvi poziv, ki ravno kar poteka, želimo oziroma bomo prijavili 5-6 projektov. Ostale projekte, ki pa so navedeni tudi v izvedbenem načrtu TUS, pa bomo prijavljali v naslednjih pozivih. Teda ti prvi projekti so v bistvu tale kompleks, minoritski kompleks, se pravi ureditev kompletnega trga z recepcijo, potem z sodnim stolpom in vinogradniškim muzejem, potem seveda kompletno Nabrežje kot glavni in najobsežnejši projekt, potem obnova mestnega parka, se pravi promenade, in pa skate parka na drugi strani. Ta skate park je v sklopu parka v Pekerskem potoku. Tega kompletnega projekta sicer še ne moremo prijaviti, zato ker nimamo urejenih zemljiško-knjižnih razmerij, in pa prav tako je v nastajanju protipoplavna študija, s katero se moramo tudi uskladiti, tako da to pričakujem, da se bomo čez kakšno leto prijavili lahko. Hvala lepa. To je precej dela, ampak mislim, da bi te zadeve so dokaj realne, kaj sem mi zdaj povedal. Krasno. Preden se poslovimo, gospa Andreja, samo še vabilo na 3. javno delavnico, ki se bo zgodila že kar jutri. Ja, jutri bomo imeli 3. javno delavnico in bo potekala. Začela se bo ob 15. uri, to je ob 3. v teh prostorih Mariborske razvojne agencije. Trajala bo 2 uri pa pol, skoraj 3 ure do 6. Ob 6. uri pa bo kulturni dogodek tukaj med tem severnim krakom Europarka in KPD-jem in Europarka na tem platoju. In hkrati, to bo en mali kulturni program, ampak v bistvu tega kulturnega dogodka je odprtja razstave študentov arhitekture, kjer so v bistvu vse te skice tudi razstavljene. In v bistvu tokrat se bo odprl ta prostor, ki je sicer zaprt. Tukaj noter je tako slabo urejeno, da v bistvu ni niti elektrike, tako da to je varovan in zaprt prostor, ki bo zdaj odprt samo za ta dogodek ob 6. uri. Zanimivo je mogoče tudi, zelo zanimivo je, da so notri v bistvu na skladišče, v bistvu en depo tekstilnih in tiskarskih strojev. In v bistvu tudi to bo Muzej narodne osvoboditve bo odprl vrata, tako da v bistvu si bo možno ogledati in to razstavo in v bistvu tiste tekstilne stroje notri, samo v pritličju, ker zgornji del te stavbe je v tako slabem stanju, da je v bistvu nevarno za ljudi. Tako da vsekakor vabim ljudi, za delavnico se je potrebno prej prijaviti na elektronski naslov, ga zdaj povem, ali bo napisan kje spodaj. Lahko ga poveste. Kar andreja.budar@maribor.si. Tako da za delavnico zbiramo prijave, zaradi tega, ker je omejen prostor. Tukaj pa vabljeni vsi, bo zanimivo, vsekakor. Super. Jaz se vam lepo zahvaljujem za vašo družbo, za tale prijeten klepet. Vse dobro in se vidimo v prihodnjem takšnem projektu. Srečno. Hvala.